Velikokrat se zgodi, da lastniki psa ne kastrirajo. In ko tak pes sreča gonečo psičko, znajo lastniki psa povedati, da se je njihovemu psu zmešalo in da ga ne morejo brzdati zato, ker se psička goni. Če jaz srečam seksi žensko, jo ne bom z gorjačo lopnil po glavi, prijel za lase in zvlekel v svojo jamo ter ji naredil stvari po svojem. Družba bi me označila za posiljevalca ter kot takega najbolj zaprla za zapahe. Gospodično bi moral najprej prijetno pozdraviti in duhovito govoriti, predno jo lahko šele povabim na pijačo ali zmenek, kaj šele ostalo. Predvsem pa razumem, kaj pomeni, če mi gospodična reče ne, hvala. Torej ni problem v seksi ženski, problem je v meni, ne v goneči psički, v jajčkih psa. Če jaz ne seksam, si lahko pomagam z roko, da se sprostim nagonske napetosti. Kaj bi se zgodilo, če ne bi imel roke, ali pa če mi ne bi bilo dovoljeno, tako kot rimokatoliškim duhovnikom? Homoseksualnost med duhovniki v bistvu podpiram, toda pedofilstvo me sploh ne navdušuje. Podobno vidim nesterilizirane psičke, katerih lastniki pravijo, da sicer niso rejci, tudi da njihova psička je luštna in da dopuščajo možnost, da jo bojo parili. Psov in mačk je preveč. Mi ljudje, ki se radi ponašamo, da imamo radi živali in da skrbimo za njih, jih toliko proizvajamo, da so zavetišča prepolna. Naša ljubezen je vzrok, da jih evtanazirajo. Oboji, lastniki psov in psičk, vidijo prednost v neopravljanju operacijskega posega. Predvsem menijo, da bojo psu vzeli del duše, del karakterja, del osebnosti. Polagam vam na srce, da operacijo opravite, da se rešite nagonske napetosti ali celo njene neprimerne sprostitve, kot tisti duhovniki. Veterinari vam znajo razložiti zdravstvene komplikacije, ki nastanejo, če ne opravite operacijskega posega. Predvsem pa znajo povedati, kdaj najbolje opraviti operacijo. Predlagam, da vprašate 5 prijateljev, kdaj je dobro opraviti operacijo. Potlej pa pokličite toliko veterinarjev in jih vprašajte isto. V vednost in ravnanje.